Lepo pozdravljeni na novinarski konferenci med predsedstvom Socialnih demokratov, na kateri je bila ena izmed točk tudi predsedniške volitve. Letošnje predsednik Socialnih demokratov bo podal izjavo v sklepu predsedstva. V nadaljevanju bo govoril še predsednik države, republike, Borut Pahor. Seveda ste na voljo tudi s kakšnimi vprašanji, vendar zaradi obveznosti obeh bomo bili dovolj kratki. Hvala, predsednik. Hvala, Denis. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, lep pozdrav. Danes poteka predsedstvo Socialnih demokratov, imamo 4 točke. Ena od točk je bila tudi opredelitev o podpori predsedniškemu kandidatu. Predsedstvo je ravno kar glasovalo. Kandidat, ki je tudi zaprosil za našo podporo, je dobil 21 glasov, članic in članov predsedstva, 2 sta glasovala proti, 1 članica predsedstva pa se je vzdržala. Tudi samo osebno sem na seji predsedstva jasno dosedanjega predsednika in kandidata za novega predsednika podprl. Borut Pahor je bil 15-letni predsednik Socialnih demokratov, dal je Slovenskim socialnim demokratom tudi svoj osebni pečat. Borut Pahor je imel pogum, da je v času največje gospodarske in tudi družbene krize prevzel slovensko vlado in ko je vlado predal, je Slovenija prišla skorajda iz krize, ponovno smo imeli gospodarsko rast. Borut Pahor je imel pogum, da je v času največje gospodarske krize zvišal minimalno plačo za tretjino in Borut Pahor je tisti politik, ki v Sloveniji mogoče še najbolj razume, da zaradi majhnosti naroda je potrebno, da delujemo skupaj. Samo narod velikosti 2 milijonov duš, ki deluje skupaj, ima lepšo prihodnost. Stranka bo aktivno sodelovala v volilni kampanji kandidata Boruta Pahorja. Mi verjamemo, da je dosedanji predsednik tudi že novi predsednik in Borut Pahor, tovariš Borut Pahor, imaš našo podporo. Spoštovane gospe in gospodje. Pred 5 leti sem kandidiral kot kandidat Socialnih demokratov in kot kandidat skupine volivk in volivcev. 5 let kasneje, kot predsednik republike, sem sklenil, da je prav, ker sem se trudil biti 5 let kot predsednik republike, predsednik vseh in politično ter strankarsko ne, tristranski, kandidiram zgolj skupino volivk in volivcev. Zaprosil pa sem stranko Socialnih demokratov za podporo. Tukaj gre tako za simbolno, kot tudi za stvarno podporo, vendar moram odkrito povedati, da mi je simbolna še veliko bolj pomembna. Zakaj? V tej stranki sem bil in z njo soustvarjal pomemben del slovenskega političnega prehoda v demokracijo in ustanavljanja države ter njenega umeščanja v mednarodni prostor. Z njo sem uspel na parlamentarnih volitvah in vodil vlado. Z njo sem bil v težkih in lahkih, lepih trenutkih. Z njo sem spreminjal tako stranko, kot tudi Slovenijo. Pred 5 leti me je podprla in takrat se je zdelo, da je to skoraj samoumevno, ker nenazadnje je bilo tik po kongresu stranke, ko je stranko prevzel nov predsednik. 5 let kasneje odločitev Socialnih demokratov, da me podprejo, vedoč, da se pri nekaterih vprašanjih razhajamo, ni samoumevna in je zame izraz enega velikega zaupanja in sem stranki zelo hvaležen in tudi do neke mere ganjen. To, da stranka, za katero vem, da pri nekaterih vprašanjih vidi drugače rešitve, podpre kandidata za predsednika nekoga, ki ima glede teh temeljnih vprašanj morda nekatere drugačne poglede, samo kaže na to, in to se mi zdi zelo pomembno spričevalo ene zrelosti stranke, da razume, da je eno položaj predsednika stranke ali stranke, drugo pa položaj predsednika republike, njegove naloge in odgovornosti. Danes sem to lahko razbral tako skozi glasovanje, kot tudi vprašanja, ki sem jih bil deležen. Tebi, predsednik, sem hvaležen za to odločitev in predsedstvo stranke.
In vsem, ki mi bodo tako ali drugače pomagali v volilni kampanji, bom seveda tako kot pred 5 leti po svojih najboljših močeh vrnil za delom kot njihov predsednik republike. Hvala obema, kakšno vprašanje? SDA, izvolite. Gospoda Židana, ste glasovali tudi o predlogu oziroma ponudbi vašega podpredsednika, gospoda Webra, da je vaš kandidat? Volilni štab je ocenil, da predlaga kot predlog gospoda Borota Pahorja, kar je bilo izglasovano, lahko tudi ne bi bilo izglasovano in temu bi kasneje tudi drugačno glasovanje sledilo. Vendar, članice in člani predsedstva so se z 21 glasovi za, 2 proti in 1 vzdržanim opredelili za podporo gospodu Borotu Pahorju. To je tudi v skladu z mojim predlogom, tako da sem zadovoljen z glasovanjem na predsedstvu. Borut, vse dobro ti želim? Jaz grem samo po stvari noter.